besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržijo proč, kakor mladiko in se posuši. Ti mladike poberejo in vržijo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Tu je Kristusov evangelij. Tebi, Kristus. Spoštovane sestre in dragi bratje, danes teden, se še spomnite, smo v evangeliju slišali čudovito tudi prispodobo dobrega pastirja. Jaz sem dobri pastir, ki svoje poznam in one poznajo mene. Jaz jih vodim ven in not na dobre pašnike. Kakšna božja ljubezen in skrb. Danes pa spet slišimo čudovito prispodobo, ki jo je Jezus uporabil pri zadnji večeri. Ta odlomek je namreč vzet iz govora, postovilnega govora pri zadnji večeri. Spet Jezus vzame tisto vsakdanjo prispodobo, kot je bila apostolom dobro znana pastirska služba, ovce, pastir, tako jim je bilo dobro znan vinograd, trta, mladike. Najbrž je Jezus to prispodobo, to preprosto domačo prispodobo zato tudi povedal pri zadnje večeri, pri tej mizi, da je učence vendar malo prebudil k pozornosti. Saj so bili gotovo vznemirjeni, saj tisti večer so doživeli šokantne stvari, izdajstvo, zatajitev, umivanje nog. Razbežali se bodo. Jezus bo ležal na tleh in potil krvavi pot. Oni bodo videli, kako bodo Jezusa prijeli. In zato jim pove preprosto prispodobo, da bodo vsaj malo razumeli, kaj jim on mora pomeniti v življenju. On, ki sedaj odhaja v trpljenje in smrt in vstajenje in nazaj k očetu, ki je vinogradnik.
On je tista trta, ki jo Bog Oče pošilja, da nam postane vir življenja, da iz teh korenin Kristusove besede, njegove Evharistije, ki jo bo postavil pri tej mizi zadnje večerje, da bi bili res vedno polni življenja. Da ne bi bile mladike, ki bi bile odstranjene in vržene proč. Kako je Jezus tu jasen? Se te mladike poberejo in vržejo v ogenj, ne da jih narava sama pospravi z dojenjem in staranjem, ampak ogenj jih bo uničil. Torej, sestre, bratje, to je tudi hud opomin za nas, da moramo mi biti kot žive mladike na tej trti. To pomeni, da moramo Jezusovo besedo vzeti za res, ne tako mimogrede, s površnim poslušanjem in potem hitro pozabo. Ne smemo biti podobni tistemu semenu, ki pade med grmovje, med trnje ali pa na trda tla. Ampak moramo to Božjo besedo vsakokrat sprejemati v rodno posest, da prihaja iz nas dobri sadovi. In takšen človek, ki je bil res živa trta na Gospodovi trti, živa mladika, naš Peter Pavel Glavar. Kako ga imam rad? Ker ga poznam iz zgodovinskih spisov, iz pripovedovanj. Kako se je zavzemal za mojo rojstno in krstno župnijo Komendo, kamor je prišel službovati pod pokroviteljstvom malteškega viteškega reda v sredi 18. stoletja, tam po letu 1746, in potem bil v Komendi do 66. leta. 45 let je bil takrat star, ko je šel iz Komende, kjer so ga imeli radi. Ker kaj je on se storil za to našo Komendo? Kaj je vse mojim prednikom, našim Komenčanom in tudi drugim Slovencem dal ravno preko pastoralne službe v Komendi? Kako je natančno z odgovornostjo izvrševal koncilske odloke Tridentijskega koncila, ko je obiskoval družine vsako leto dvakrat in se srečal z vsemi župljani in jih tudi poučeval in spraševal. To je bila pastorala. To je bil kontakt dušnega pastirja s svojimi farani. Kako nam je dal nam duhovnikom res čudovit zgled in kako je bil on globoko pobožen. Vemo, da je imel sestavljene molitve za jutranje oblačenje, ko se je oblekel posamezne dele na svoje telo, ko se je oblačil čevlje, nogavice in druge dele za opravke čez dan. Za vsako stvar je imel sestavljeno tudi molitev. Kako je znal živeti povezano z Gospodom. Vse je delal v Gospodu.
Zato je bil tako tudi lahko navdušen karitativni delavec, da je skrbel za bolne, tudi za njihovo starost poskrbel in pozidal prve hiralnice, kot so takrat rekli, tem ustanovam in tem hišam. In potem tudi, kako je skrbel za vse druge kmete, da bodo zdravo živeli in imeli pravi odnos do narave, kako jih je učil ljubiti čebele. In zato je tudi poskrbel posebno šolo in čebelarsko društvo. Da ne naštevamo vsega, ker ne bomo imeli časa sedaj. In potem tudi, da preskočimo, ko je zapustil komendo, ko bi mu morali podaljšati službo pod malteškim viteškim redom, pa je dvomil, da ne ve, če bo to službo lahko nadaljeval, je šel na Dolenjsko. 45 let in kaj ga je tam čakalo? Stara graščina v Lanšprežu, razpadajoče zidovje, kapela, cerkev, kmetijsko poslopje, gospodarstvo. Vse to je oživil in poživil. Vidite, to je ta energija, ki jo človek dobiva, če živi iz Boga. Če živi iz te bogate trte. To je Jezus Kristus, ki je vir življenja, ki prinaša besedo življenja, ki daje kruh, ki nas vedno znova nasičuje in poživlja in ki nam daje energijo, ki jo je dobil v Evharistiji in je potem vso to graščino obnovil in tam potem postavil posebno šolo za čebelarje. Posebno je dolenjske kmete učil sadjarstva. No, v spomin že letos so posadili tudi tam okrog te graščine, kjer je stala, seveda je bila po naših vojnih, slavnih letih svobode podrta do tal. Tam bodo sedaj isto zasajeni novi sadeži jabolk. Letos so jih posadili 65 visoko rastočih debelih jablan in jih bodo še. In potem čebelnjak. On je imel tudi zelo rad tudi to simboliko slovenske lipe. In je posadil v Komendi, je posadil potem tudi v Lanšprežu, da bi tudi s to simboliko ljudi duhovno prebujal. Ljudje Božji, niste od danes do jutri, niste kar tako nekam padli z neba, ampak imate prave korenine, od nekod ste prišli, ste v Božjem programu, tako kot vsak sadež, kot vsako drevo, ki ima korenine, ki ima deblo, ki ima veje, ki ima cvetje in ki potem lahko prinaša zdrave sadove. To je bil naš Peter Pavel Glavar, katerega rojstvo danes obhajamo 300 let in ki je bil krščen na isti dan, kot sem dejal, tudi v tej stolnici. In mi smo danes priče teh bogatih njegovih korenin. In zato naj nam ta maša, ta daritev bo posebno doživetje, da se bomo res vcepili, vključili v Kristusa, ki nam je res prava vinska trta. In da se znamo tudi ob Gospodu očistiti in obrezati in da še prinašamo še več sadu. In zato bodimo res kvas in sol temu svetu, da ne bomo kakšni otritni živeli in se nekaj šli, kot se gredo nekateri na kolesih v petkih v Ljubljani.
dobijo neke stare parole, ki so se jih nekje naučili, ki niti ne vedo, kaj pravzaprav danes pomenijo in kaj naj bi pomenile. Kako plitvo živimo danes, v modernem svetu, mobilnosti, velikih stavb in mogočnih cest in ne vem kakšnih internetov, pa duhovno pa tako ohromljeni, prazni. Zato rabimo vzornike, kot je naš Peter, Pavel, Glavar.